Na koncu še o avtomobilih. Seveda upam, da se bosta tu Aljuš in Tino bolj strinjala. Na avtomobilskem salonu v Ljubljani, ki se seveda ne more primerjati z ženevskim, je na ogled tako rekoč vse, kar ponuja slovenski avtomobilski trg. Se svoje jeklene konjičke razstavlja kar 27 avtomobilskih znamk. Smo med sprehodom na sejmišču, pa smo seveda pogrešali nekatere vidnejše, kot so BMW, Fiat, Honda, Kia, Mitsubishi in Subaru. Poglejmo. Mercedes-Benz je tradicionalno med najbolj obleganimi znamkami pri nas. V njihovem kotičku pa največ pozornosti pritegne 585 konjskih sil v jeklenem oklepu za 295.000 evrov. Koliko jih boste prodali letos? Dobro vprašanje. Upamo na kakega, 1, 2, no. Kaj ne, samo doplačilo za tole zeleno barvo je 14.000 evrov. Za precej manj denarja, okoli 10.000 evrov, dobite že cel avto. Dacia je pravi hit. V nasprotju s pričakovanji, da jih bodo največ prodali na vzhodu, so glavni trgi Nemčija, Francija in Italija. In podobno je tudi pri nas. Zato, ker dejansko za toliko denarja, toliko avta težko kjerkoli drugje dobiš. Ne pomeni pa to seveda, da so to ljudje, ki si ne morejo privoščiti več, ampak so zelo pogosto ljudje, ki si želijo poleg avtomobila privoščiti še kaj drugega. Najdražji avto na salonu je 12 let star Ferrari. Vse je tudi zaklenjeno, nima centralnega zaklepanja. To je limitirana kolekcija, 400 komadov so naredili. Nov je stal okrogu milijon, zdaj pa se njegova cena vrti okoli 2,6 milijona evrov. Tisti, ki bi se radi vozili v hitrih in močnih avtomobilih, a po ceni, tu je rešitev. Je v bistvu firma, ki izposoja luksuzne avtomobile. Za 500 ali 600 evrov na dan. Sliši se veliko, a z lastništvom številnih tu predstavljenih avtov. Zdaj, če ostanemo pri tem zadnjem avtomobilu, mogoče kaj pravite na tale Ferrari, ki, kot pravi Tomlje, stane 2.600.000 ali nekaj tega, limited edition, v bistvu ste navdušenca nad hitrimi in drznimi avtomobili. Vlado, veš kaj meni gre po glavi, ko gledam te posnetke v prispevku, ne? Jaz mislim, da je avtomobilska industrija ena najbolj konzervativnih in šovinističnih industrij na svetu, ne? Tukaj vidimo pač, da za njih so avtomobili statusni simboli, falični simboli, ne? Imamo pač hostese poleg avtov, moških nismo nikjer videli, skratka, oni sploh ne pričakujejo, da bi kakšna ženska prišla na avtomobilski sejem v Ljubljano, kaj šele, da bi si hotela kupiti avto, ne? Je pa res, da smo Slovenci nori na avtomobile, da jih je lani bilo prodanih pač 64.000 novih, to pomeni 7% porast glede na predlansko leto, kar je pa še bolj zanimivo, je pa to, da recimo je tudi prodaja majhnih gospodarskih vozil poskočila kar za tretjino, ne? To pa očitno je nek znak, da se pač kriza tudi pri nas končuje in da prihaja nek gospodarski optimizem. Tako da jaz sem vesel, če se pač vozila prodajajo, tudi zato, ker je avtomobilska industrija pomemben faktor pri naši gospodarski rasti, ne? Moramo vedeti, da je za nas, za gospodarsko rast bolj pomembno, če BMW dobro prodaja svoje avtomobile v novi tovarni na Kitajskem, kot pa recimo to, koliko raste domača potrošnja, ne? Ampak zdaj, Aljuš, rekel si, da je primerjal si avtomobile in ženske, ne pravijo nekateri, pač, ki se na to spoznajo, da izbira avta enaka kot izbira ženske, ne? Normalno iščeš najlepšo in najboljšo opcijo. Kaj praviš na to? Ja, Tino je nekaj v tem pisal, ne? Kaki ljudje izbirajo kakšne avtomobile, ampak tisto, kar sem hotel jaz povedati, je pač to, da če je avtomobilska industrija ali pa prodaja avtomobilov pri nas v porastu, je to očitno nek dober znak. Res pa je verjetno, da Slovenci nadpovprečno veliko damo na dober avto in s tem verjetno kakšen pač prikrit ali pa podzavesten manjko, handicap tudi poskušamo pač odpraviti, ne nazadnje že od Martina Krpana naprej vemo, da ni vseeno, kako potuješ. Dobro, ampak zdaj, Tino, a je to Slovencem avto še vedno statusni simbol ali je v bistvu vedno bolj prevozno sredstvo? Mislim, jaz bi rekel, da je seveda v prvi vrsti to statusni simbol še vedno pri Slovencih. Ne vem, čeprav sem komentator, bi najprej postavil dve retorični vprašanji, ne? Sicer, kaj za vraga delajo pomanjkljivo oblečene ženske na avtomobilih
Ja, prodajajo jih, ki ne prodajajo. In drugo vprašanje, kje so vsa ta feministična društva in društva proti mučenju ženskim, proti ne vem kaj, vse te feministične organizacije in LGBT in tako naprej, da bi protestirali proti tem, ker to, recimo, če se pogledaš, jaz ne vem, kako se ženska počuti, ko gleda te na pol nagice ob takih prestižnih avtomobilih, ampak mene bi to žalilo, ne? Če bi to postavili enega moškega, enega mišičnjaka, bi to mene žalilo, ker me spravlja na eno tako, kako naj rečem, eno raven nekega objekta poželenja. Tino, ti pozabljaš po moje na staro ljudsko modrost, ne? To pa je, kdor hodi sam, ne? Ja. Ampak Tino, ti nimaš rad lepih žensk pa lepih avtov, ali kako? Kako? Ti nimaš rad lepih žensk in lepih avtov? Jaz imam eno lepo žensko in mi je zaenkrat zadosti, jaz ne vem, zakaj bi tako, kako bi rekel. Zato mi je tudi bolj všeč zelenavna mineštra kot golaž, ne? Zato se mi zdi dobro, da ostanemo pri naših vrednotah, torej, da je en mož poročen z eno žensko. Ampak, če se vrnemo k avtom. Ja, pa imate avto ali nimate? Zdaj nisem čisto točno razumel. Žena imava en avto, ja. Evo, vidiš. Imava en avto in 2 firmi. Yeah. Dobro, glede avtomobilov bi bilo pa dobro kakšno psihološko študijo prebrati, ker resni psihologi, taki, ne vem, za del in podobni, resno trdijo, da je povezano torej moški značaj in oblika njegovega avtomobila. In to je velikokrat je povezano tako, da si recimo nižji moški kupujejo daljše avtomobile, da si moški, ki imajo probleme z različnim dokazovanjem, tudi recimo v spolnosti, da si potem to kompenzirajo z avtomobili. Jaz ne vem, če je to res, jaz nisem nikoli čutil kakšne take potrebe in sem si zmeraj kupoval normalne avte, ampak jaz bi kar rekel, da je nekaj na temo, ne? Tudi če to govorijo strokovnjaki. Zato je potem ti fetiši, ki jih delamo iz avtomobilov, so zelo smešni. Tudi pri nas v Sloveniji pa še en problem je sicer, da so avtomobili nasploh ena taka svetinja. Ko prideš v katerokoli drugo državo, je avto pač potrošni material, s katerim se prevažaš. Pri nas pa eni uživajo v tem, da imajo avtomobile, da jih glancajo, da se z njimi kažejo in razkazujejo in tako naprej. Tako da tu gre tudi nekaj za psihološki profil naroda. Ja, avtomobili so mogoče oprosti vlado statusni simbol, ne? Ampak vozna kultura, kot vemo, je pa pri nas zelo slaba, ne? Tako da to bi bilo zanimivo tudi raziskati, ne? Zakaj tako čislamo avte, ne čislamo pa sebe pa ostalih udeležencev v prometu, ne? To je res, ker je, mislim, da ravno pri tej zadnji nesreči, ki je bila na Štajerskem, se pokazalo to, da so ljudje prišli do mesta nesreče, 2 voznika avtobusa, ki nista pomagala temu dojenčku, ki je umrl kasneje, oziroma družini, ki je bila poškodovana, ampak sta si očistila pot, da sta lahko prišla naprej, da sta lahko z avtobusi šla naprej. Recimo nekdo, ki naj bi se popeljal s Volkswagenom, pa je pokazal sredinec, v bistvu tem, ki so pač reševali ljudi tam, ne. Mislim, to je v bistvu zelo zaskrbljujoče, če tako rečem, ne. Mislim, govoril si Aljuš ti o tej kulturi Slovencev, ne, v bistvu ne. Ja, to so zelo žalostne stvari, no. Ampak se pravim, jaz bi bil zelo vesel, če bi ljudje ne samo dali samo na to, kakšen avto vozijo, ne, ali pa iz katerega cenovnega razreda, ampak tudi bistveno več na to, na kakšen način ta avto vozijo, ne. Saj konec koncev, če bojo vozili malo bolj počasi, jih bo še več ljudi videli in občudovali ta njihov avto, ne. Ampak nekateri pa sam še, če dovoliš, nekateri, recimo predsednik države, Borut Pahor, ne, pa se dostikrat, mislim, da se je s Katrco ali s Fičotom se je dostikrat poslikal, ne, kaj praviš o politikih in avtomobilih, v bistvu, ne. Ja, ne, se pravim, pač gospod Pahor izstopa, ne glede na to, s katerim avtomobilom se vozi, je pač tak tip človeka, ne. Bi pa rekel nekaj, jaz nisem pristaš teh, ki
zaženejo vik in krik vsakič, ko recimo si vlada ali pa kira druga inštitucija v Sloveniji pač zamenja službena vozila, ker je to na nek način tudi ogledalo države in moram priznati, da me je bilo recimo osebno sram, ko se je takratna predsednica vlade Republike Slovenije vozila z Audijem A8 modelno leto 2008, ne, govorimo o letu 2014, predsednik vlade Srbije pa z Audijem A8 modelno leto 2014. Ne. Tako da jaz mislim, da vseeno pač nekaj treba dati na inštitucije države in da tudi pri voznem parku ni čisto vseeno, kdo se s kakim vozilom vozi. Ne. To res, to gre za simbole države in državnosti, ne gre za, ne vem, Alenko Bratušek ali pa Pahorja ali kogarkoli. Ne? To se pravi, naj imajo dobre avtomobile, mislim, politiki ne imajo. Mislim, če predsednik države ne bo v avtu, ki je varen in ki je hiter in ki je dober, ja, kdo pa bo? Ne? Ampak, recimo, če gledamo... Pri nas so to, Tino, se strinjaš, v glavnem mesarji, ne? Ker pač po zakonu ni treba imeti vozila, ki je na firmo registriran, s katerim recimo lahko v resnici obavljaš dostavo, ne? In potem si lahko vsak mesar pač za dostavo misli recimo BMW-ja. Ne? Predsednik vlade bi se moral voziti pa z javnim prevozom. Ne? To ampak je ja, to je zdaj trend v tujini, v bistvu, če gledamo vožnja z kolesom, hoja politikov, motorji, politiki na motorjih, ni več trend, da se z velikimi avtomobili pripeljejo, recimo. Ne. Na zahodu mogoče vlado, ne. Zdaj v državah, ki imajo pa kratko zgodovino pa šibke izkušnje s parlamentarno demokracijo ali pa z državnostjo, kot tudi Slovenija, ne, nehajmo si zatiskati oči, so pa trendi popolnoma drugačni. Ne. Tle pa ljudje v resnici rajši vidijo, da se pač nek politični vodilni funkcionar pripelje z nekim avtomobilskim spremstvom, ker to jim daje nek videz moči, daje nek videz pač trdnosti in tako naprej. In jaz moram povedati, da mi je predsednik vlade, ja, ne bi se strinjal, Tino, ne, jaz osebno moram povedati, da mi je predsednik vlade veliko bolj všeč v BMW-ju sedmici, kot pa tisti en dan na leto, ko ga vidim na kolesu s čelado. No? To je pač moje osebno mnenje. Jaz bi predvsem to rekel, da je pri teh... Tu gre za politično kampanjo, ne? Ko se en politik gre voziti s kolesom 2-krat na leto, zato ker je pač to in. Sej zato pravim, ne, da je boljše, da se vozi z avtom. Ja. Čisti blef. Ne? Se strinjam. Ampak čisti blef je ravno tako tista katrca ali fičko od od Pahorja ali Golf od Kučana, ne? Ker to je v bistvu hinavščina. Ne? Recimo papež Frančišek, ki je en tak, ki hoče pač živeti bolj skromno, si je omislil službeni avto Ford Focus. Ne? Torej naj si Kučan, ne več, ampak recimo ali pa Pahor, naj si omisli službeno katrco. Ne, ja, ne veš, pa, da se problem, vozi celo življenje, se vozi v Mercedesih, potem pa špila in v bistvu tudi dobi volitve na tak način. Ne. To je, in tu so spet mediji, ki smo jih danes že omenili, krivi, da je temu tako. Veš, v čem je po mojem problem, Tino? Ne? Gospod Janša si je omislil Volva, pa viš, da je imel potem same probleme s tem. Tako da, lej. Dobro, boljše za politika. Bolj katrca kot pa Volvo, ja. Dobro. Jaz se vama seveda zahvaljujem, da sta bila nocoj moja komentatorja, spoštovane gledalci, vam pa hvala za pozornost in da ste bili nocoj z nami. Resnica boli, komentarji še bolj, pa saj že veste, ni vseeno, kdo kaj reče.